V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus. Torej, v glavni mašni prošnji, bratje in sestre, imamo danes zanimivo prošnjo. Torej, naj bomo seveda polni Božjega usmiljenja, naj vodi Gospod naša srca, pa posebej zadnji stavek, ker brez tebe ne moremo biti tebi po volji. Torej, brez Gospodove pomoči, brez Božje milosti, Gospodu po volji ne moremo biti. Sirah pa nam pravi tudi tole v vstopnem spevu, tudi nekaj zanimivega. Naj se izkaže resničnost tvojih prerokov. In naj bomo tudi mi, torej v tej prošnji, da bomo Gospodovi preroki in naj se izkaže naša resničnost in ne naša zlaganost. Namreč čudili so se ljudje, so se zbali, so slavili Boga, to je pravilni pristop, seveda ne kot v zdaj tistem domnevnem prikazanju, videnju, ki je zdaj dobilo kar nekako delno, bomo rekli, zeleno luč, ne? Kjer seveda se niso nič bali ti domnevni vidci, potem doma so se pa grozno počutili. Ne? Ponavadi, ko so bila kakšna videnja prikazane in tako naprej, je bil najprej prav ta vidik navzoč. Namreč, da so se ljudje ali vidci ali tako zbali. Ne? In so seveda potem slavili Boga, doma pa se je ta strah, ta občutek groze in tako naprej spremenil v neko dobro počutje. Ne? To konec koncev, kot so povedali svetniki, recimo tudi sveti Ignacij Lojolski in tako, je znak pravega duha, torej Svetega Duha, da kasneje seveda pride v našo dušo neka tolažba, nek mir, neke take zadeve. Ne? Na začetku pa imamo ta vidik navzoč. Torej, množice so se zbale in slavile Boga, ki je dal ljudem tako oblast, namreč odpuščati grehe. Bog je dal ljudem to oblast, to je dar Božjega Sina, ustalega Kristusa, svojim apostolom in njihovim naslednikom odpuščati grehe. Največja, najčudovitejša oblast pravzaprav. Oblast nad dušami, oblast nad srci ljudi. Naš Gospod vidi v srce in zato vidi pri tem mrtvoudnemu oziroma bi rekli danes hromemu, včasih so rekli mrtvoud, ne, pač je imel ude mrtve človek, vidi, da se kesa, da mu je žal, resnično žal za njegove grehe, storjene grehe. Seveda, Judje so takrat pojmovali, da je bolezen človeka zadela zaradi njegovih grehov. Ne? Malo to čudno pojmovanje, ampak ni povsem iz trte izvito. Ne? Bomo rekli, tudi nekaj tega Bog dopusti, seveda zla in tako, zaradi naše zlobnosti, zaradi naših grehov in tako naprej. Ne? Se pravi, da dopusti, da se zgodi tudi kako tako naravno zlo, kot temu pravimo v filozofiji, v teologiji in tako. Se pravi, naravno ali fizično zlo, bolezni, naravne nesreče in podobno. Ne? To so ta naravna zla oziroma spadajo v kategorijo naravnega zla. Tako da te stvari moramo imeti tudi pred očmi, da gotovo neke krivde imamo zmeraj tudi mi, oziroma veliko krivde. Ne? In še nekaj je bilo rečeno pri teh domnevnih vicih in pri teh domnevnih videnjih v Hercegovini, ne? Da je treba moliti samo za druge, nič zase. To ni res. Moramo najprej zase moliti, za svoje grehe, da bi se poboljšali, za svoja grešna nagnjenja predvsem moramo moliti tudi
moliti, ne samo moliti, se postiti, zadoščevati mrtvičice in tako dalje za te stvari. Če bi danes rekli, da moramo to delati, da se treba mrtvičiti in take stvari, ne, potem bi nas, če bi se dalo, seveda, ker so zdaj več ali manj po Evropi odprli ustanove določene za take ljudi, ne, ki se jim zmeša, če ne bi nas pač zaprli, ne, če bi se še zmeraj dalo. Ampak očitno marsikje se ne da, pri nas se to še da, tako da bi se še lahko zgodilo, da bi nas v kako ustanovo zaprli. Recimo po sosednjih deželah, recimo v Italiji in tako, potem imaš te ljudi, ki brez problema se jim je včasih reklo norci in tako, ki pač hodijo okoli, ne, in se tam pač delajo norca ali brijejo norce, ne, kot se včasih reklo, ne, se pravi. Danes seveda v politično korektni govorici bi morali reči verjetno, da depilirajo drugače misleče, ali kako bi rekli v neki politični korektnosti, ne, ker so zmeraj neke take zadeve, ne. Tako da malo se moramo pošaliti tudi kdaj, ne. Se pravi, glavna stvar, greh. In moramo reči iskreno pri sebi, če hočemo res biti preroki, torej tisti, ki oznanjajo resnico, da greh nima kaj velikega pomena pri vsakemu od nas. Da tudi mi se delamo, kot da je cerkev ločena od države, ne, v tem smislu, da Bog nima nič z mojim življenjem, ne, torej z mojo državo osebno, ne. Bog sicer je, ne, ampak on ima svoje delo, jaz imam pa tudi svoje, jaz lahko živim svoje življenje, kakor hočem. In tle so prišle potem te pravice, ne, in jaz imam pravico do vsega, ne, torej tudi, kadar končam svoje zemeljsko življenje, tudi če si ga sam končam, torej če se umrjem, ne, potem grem direkt v nebesa, ne. Zdaj, ko je umrl ta Totò Schillaci, ne, ki je bil glavni strelec italijanskega svetovnega prvenstva 1990. leta, je imel pridigo nek monsignor iz palermitanske, spalermske, no, te nadškofije in je lih tako pridigal, ne, se pravi, da je sigurno šel v nebesa, ne. Seveda mu želimo, ne, da je prišel že v nebesa, da je skozi svojo bolezen in tako naprej zadostil in se zadosti združil s Kristusovim križem, med drugim je rekel, da zdaj, ko je zbolel za rakom na črevesju, debelem črevesu, da je spet se približal Bogu, ne, torej svoji katoliški veri in se je lepo izrekel za katoličana, ta nogometaš, pokojni, pravkar preminuli. Tako da upamo, da res mu je to bilo v zveličanje, ne. Tako da ne vemo, pač mediji se ne ukvarjajo s tem, ali je prejel zadnje zakramente ali jih ni prejel. Mi seveda srčno upamo, da ali ta monsignor ali kdo drugi, da mu je to tudi podelil, ne. Ampak danes je tako, se pravi, kaj moraš storiti, da priješ v nebesa? Ja, to, da umreš, ne. Zelo enostavno. Tako da danes je vse skupaj postalo pravzaprav prazno, ne. To so neka imena, neki pojmi prazni, kot so rekli v dobi nominalizma, torej po dobi sholastike, ne, ko je bil sveti Tomaž Akvinski in še drugi, so nastopili ti nominalisti, ki so rekli, da pač samo nekim stvarem dajemo neka prazna imena, ne, da sploh nimajo veze, ne, in potem te stvari se spreminjajo, ne, tako da danes marsikaj rečemo, je še vedno ista ali podobna ali enaka beseda, kakorkoli že, ampak drug pomen, ne. Tako da danes se da marsikaj tudi
drugače razumeti. Ne? Tako da so brez problema zdaj sveti oče dali, da imamo drugačne grehe tudi danes, ki se jih moramo kesati. Ne? Ste videli verjetno tisti zanimiv seznam. In jaz imam malo tako bolno pamet, bomo rekli. Ne? Potem sem rekel, tam, ko je bilo rečeno, da je nauk greh, da je greh nauk uporabljen kot kamen, ki ga vržeš bližnjemu, ne? Ali v bližnjega. Ne? Potem sem se vprašal, kako bi zdaj Jezus rekel, ne? Če bi prišla ona grešnica zdaj. Ne? Če je kamen, torej ta nauk ali doktrina, ne? Kamen je enako nauk ali doktrina, torej kako bi rekel Jezus, kdor je brez nauka ali brez doktrine, naj prvi vrže kamen. Mislim, če je greh, no. Če enačimo greh in tisto, kdor je brez nauka, brez doktrine, naj prvi vrže kamen. In potem se ni začuditi, ne, če so reke in tako polne teh kamnov, ljudi brez nauka ali doktrine, ne, ker to je večina človeštva, ne, brez nauka ali doktrine, ki so zmetali vse tiste nauke v reke in pol reke so pač šle ven. Ne. Tako je, pol so pa poplave. Ne. Tako da to so te zadeve. Bi bilo bolj, če bi bile poplave od tega, ko mi toliko jočemo nad svojimi grehi, ampak temu ni tako. Ne. Tako da se v bistvu ne zavedamo teh svojih grehov, se jih ne dovolj zavedamo, nimamo občutka smisla za greh. In tako je pravilno opozarjal en pokojni dekan v Vipavi, ne. To je skozi opozarjal duhovnike in tako, oni so se mu pa smejali. Ne. Premalo govorimo o grehu, ni več občutka za greh in tako dalje. Ne. Tako da tisti, ki smo z Vipavske, vemo točno, o kom govorimo, tisti, ki bojo pa poslušali, bojo pa tudi vedeli. Tako da te stvari. Dan danes, lejte, mi se škandaliziramo nad temi, ki so se nad Jezusom pohujševali, škandalizirali, ne? Ker je rekel, odpuščeni so ti tvoji grehi, ampak oni so vedeli, da to je resna stvar, da grehi so resna stvar in da edino Bog mora odpustiti grehe. Dan danes pa ne samo, da mislimo, da moramo vse sami rešiti mi ljudje, ampak mislimo celo, da nimamo nobenih grehov oziroma nismo nič takega naredili. To so neke take napake ali napakice ali take zadeve, kot kakšni ljudje tudi. Ko sem bil na prvi postojanki v Tolminu, je bila ena gospa, ki je tudi menjavala malo te besede. Ne. Se pravi, niso bili grehi, so bile napake ali nekaj tazga. Ne. Tako da te zadeve malo. To mi dan danes mislimo, razmišljamo. Da bi se vsaj pohujševali tudi mi nad kakšnimi takimi stvarmi. Ma ne, edino Bog mora to narediti, edino Bog mora odpustiti grehe. Edino Bog me more rešiti, edino Bog mi more dati nebesa in tako. Ne? Potem bi še kaj bilo z nas, tako pa nekaj dosti z nas. Ker se sami sebi opravičujemo in ker pri sebi mislimo, sej, sem še kar dober, sej ni treba nič posebnega narediti. Ne? Zakaj bi se kaj izboljšal, spremenil in tako dalje. Ne, drugi ne se spremenijo, ne, to pa ja. Drugi so krivi, drugi se morajo spremeniti in tako naprej, tudi celo na nek nasilen način to hočemo narediti, kot smo tudi že opozarjali v teh naših pridigah in tako. Se pravi, prav je, da mi nekako molimo zase in tudi dajmo moliti za to, da bi se zavedali svojih grehov, da bi imeli en dober, lep, velik občutek za svoje grehe in da bi se jih znali resnično kesati, da bi imeli dar žalosti nad svojimi grehi, ne? In da bi potem dobro se jih
spovedali in tako naprej. Naš Gospod Jezus že ve, kateri so naši grehi, že ve, kaj je v našem srcu. Moramo tudi mi se tega začeti bolj zavedati, ker tam se vse rodi, kot nam je Jezus povedal, namreč v srcu človeka se rodijo vsa slaba dejanja, tudi, bi lahko rekli, tudi vse naše slabe besede in tako naprej. In konec koncev zmeraj začnemo v mislih, v našem srcu s temi stvarmi. In če bi se slabimi mislimi, slabimi predlogi, s temi skušnjavami in tako strinjali, bi že grešili v svojem srcu. Namreč Jezus pravi, da je tisti, ki je tako naredil v svojem srcu, torej da je celo fantazijo napravil, cel film in tako dalje, ne, z neko žensko in tako je že prešuštoval v svojem srcu. Ne. Tako da to so te stvari, to so grehi, ki so narejeni že v našem srcu. In če tam ne rešujemo stvari, torej v naših mislih, v naših željah, v naših vseh teh potrebah in tako, ne, ki jih že na ravni naših misli pravzaprav obujamo in to, potem ne moramo, da ne bi tudi slabo govorili pa slabo delali. Ne. Tako da tukaj začnejo te stvari, to nam je naš Gospod lepo povedal. Dajmo torej več delati na tem, da bi, se pravi, ne šlo čez prag teh naših misli in želja. Da bomo dobro mislili, da bomo dobro želeli sebi, bližnjemu. Da bodo svete misli, da bodo dobre misli, da bi bile potem dobre besede in dobra dejanja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.